Ste mi ušpilali? Današnji vlog bo tok zakon. Zdaj sem pri avtobrokerju, mingrede, to moram pokazati, ne? Ker ne znajdeš se velikrat ali pa pogosto v enem prostoru, kjer imaš noter parkiranega 570 GT McLarena, BMW M5, Jaguar F-Type, pa še tega modela, Huracan. A veš, v čem je fora? Lej, ime pa priimek Patricia Randl ti verjetno ne pomeni ali pa ne pove veliko. Dovolj mi, da razložim, ker to je dama, ki jo bom danes presenetil. Zakaj? Pa kako? Avtobroker ima tudi malo vloge zraven, predvsem zato, ker, ne? A pokažem? Evo ga modela. Maserati. Ma kaj Maserati? Maserati. V moji navezanosti na italijanske avtomobile smo že parkrat govorili in avto za mano, enega najboljših, pa najlepših, najbolj seksualno avtomobil. Kva? Veš, sam ne Maserati zraven, pa že neumnosti pričal. Cold start, no to sem hotel najprej narediti. Kva, smo pripravljeni? 3, 4. Okej, pomer sem. Že zelo dolgo je minil, odkar sem nazadnje sedel za volanom GT-ja, Gran Turisma. Mimogrede, daj prosim lepo, no. Daj si vzem 2 sekundi, pa si poglej ta gobec. A veš, kaj se skriva tukaj noter? Srce tega avtomobila v osnovi prihaja, to je treba priznati, iz Ferrarija. Ta motor, V8, to je... Jaz to vidim kot avtomobilsko pornografijo. Jaz bom ta avto usmeril proti Laškem, vmes si bom pa vzel čas, da razložim, zakaj sploh gre. Dobra zgodba obljubim. Pa ta avto ni več najmlajši, je pa dobro opremljen. In ko vidiš to bogatost na italijanski način, ta občutek za dramo, ki ga ne znajo vsi tako dobro speljati ali pa poudariti iz sebe dati kot Italijani, kot Maserati, Ferrari, Pagani. Včasih je znala to tudi Lancia malo boljše. To je drugačna zgodba, ne znam, kaj se reži. Zdaj se je pa treba vključiti v promet, pa moram hitrost ustrezno wink povišati. Še preden pa razložim, zakaj gre, pa preden gremo v Laško, se moram ustaviti pa še na Vranskem, v centru varne vožnje. Honey, I'm home! Lega, kdo je priden? Gregorčič pere svoj testen avto tukaj le. Deca so ški omaknil. Nan? Ti si pa simfonični orkester sabo pripeljal. Ja, malo bomo zapeli. No, daj pa, da slišim. Na trompeti ga še malo dvigam. A veš, zakaj sem prišel sem na Vransko? Ne zato, da bi Maseratija mazal šilu v vink, ne? Ampak zato, ker AMZS ponovno organizira lov ali pa iskanje najboljšega mladega voznika Slovenije, kar delamo že nekaj časa. Čaj, dajmo se zdaj malo zresniti, no, naprav. Se lepo zadere, ne? To se pravi, za AMZS že 3 let zapored iščemo najboljšega mladega voznika Slovenije. Jaz bom pod ta vlog stisnil en link, da boš videl, kje se lahko prijaviš, kdo sploh pride v poštev in kaj moraš narediti, da prideš v ožji izbor. Kar se pa tiče glavne nagrade, zato ker zbiramo najboljšega mladega voznika in voznico, ja, to bo pa letos za pol leta ali za 1 leto. Mislim, da za 1 let. Nova Ford Puma. Predvsem pa ti raš povej, kam folk gre, da se prijavi. Ja, na najboljšizavolanom.si, zber pogum, klikan, reši tisti test, pa se pa vidimo tukaj. 50 najboljših pride na Vransko. Pa da vidimo, ko je jači. 100. A ja, 50 fantov, 50 punc. Meni se zdi. Evo vidiš, Jure povedal, jaz grem gor na tiskovko, mimogrede, to je ta avto, to je ta Ford Puma. Včasih je bila Ford Puma malo drugačna, zdaj pa postala SUV. A čakaj, spredi še pokažem. Evo, lej, takole izgleda. Tukaj je v plavi, zato ker
Tale mislim, da je to ST Line. Čakaj, je, vidiš, tukaj je značka, tam je pa še ena v sivi barvi. Zdaj pa tiskovka, pol pa Vlaško. Tiskovna je konc, Patricija čaka, samo ona tega sploh še ne ve. Sem to sploh rekel? Ona misli, da gre v Ljubljano delat. Zdaj je pa čas, da razložim, zakaj gre, pa kdo sploh je ta Patricija. Lej, najmanj bom kompliciral, če bom rekel, da je Patricija oseba, ženska, hvala, da je ženska. Kaj? Patricija Desak. No, ona je vodila enoleten proces razvoja Laško 0.0. Kaj smo dosegli, ne? In sem rekla točno to, ne? Ljudje morajo iti v spredje, ne? Točno to. In moram priznati, ta ideja tudi približno ni zrasla na mojem zelniku, ne? Z Laškega sem oklical, ker verjetno si opazil, ker sem dal zanj že eno reklamo gor, pa če boš kaj televizijo gledal, boš najdel sem pa kaj kakšno reklamo za Laško pivo. Jaz sem te reklami posodil glas. Laško 0.0. 100% karakterja, 0% alkohola. In z pivovarne so me kontaktirali, pa so mi povedali zgodbo o Patriciji in so me vprašali, če bi bil za, da naredimo za njo nekaj posebenega. Valjda sem bil takoj za, zato sem se zmenil tudi za avto in sem predlagal, da jo presenetimo, pa da jo odpeljemo na eno rajžo, turo, road trip. Kam? Temu lahko rečeš tudi kraljestvo Zlatoroga, ne? Ampak drugače po domač pa na Gorenjsko greva. Ok, jaz tako mi čakam, da je presenetim, ura je cajt, da nam zamudu, ura je cajt. Zamudil bom. Cijela, dober dan. Evo me, jaz sem tukaj. Presenečenje, daj. Malo presenečenje za tebe. Ste mi uštilali? Kjer krave? Pricam, dober dan. Car, čau. Jaz bi bil ful vesel, če te lahko povabim na en road trip. Dobar dan. Dobar dan. Enač, tam smo malo drugače vse skupaj. No, daj povej, kako si, kaj si vrel? Mislim, jaz sem čisto šokirana. A veš ono, danes moram še to narediti in pol pač prideš ti. S svojimi besedami pa čim bolj preprosto, pa na hitro povedati, kakšna je bila tvoja vloga pri 0.0? Se pravi, jaz sem tista, ki določam neke recepture in jih prilagajam. Bomo varili novo pivo, a ne, tako pa tako se mora zvariti. Kako sploh začeti, kje štartaš, ko se tega lotiš? Ja, mislim, to je bil zame v moji karieri največji izziv. Kako dobiti isti ali pa podoben ali pa dober okus 0.0. To je brez alkohola. Tako da največji izziv je, kako najti tisto pravo aromo, da ti bo ta karakter povzela, veš. Ker ti, ko vzameš pivo, alkohol, nič ne ostane. Ostane neka barvna tekočina. In moraš nekako to naravno aromo razviti, da dobiš ta karakter nazaj in da je dosti podoben originalu. Jaz ti moram v resnici povedati. Jaz sem tudi cvikal, kakšen bo okus. A veš? Verjamem. Ja, prihaja Laško 0.0, pa sem mislil, stari. V bistvu sem si upam, da ne bojo zajebali. Upam, da bo dober. In pa sem ga takrat prvič probal, pa sem rekel, shit, zakon. To se je meni isto zgodilo, ko smo mi to aromo dobili, ne? To je to, stari. To je to. Ni cvetličen, ni saden, pir je. In da drugi to občutijo, to je to. Tebi mora pa tudi zadogajati, ker si toliko energije pa časa dala, da vidiš odzive. Ja. I was only a cup of water, maybe a vase at best. I might give you color for a month or two, then leave an empty feeling in your chest. Darling, flowers were made for the garden. I'm not quite everything you need, I beg your pardon. Ole, piksna. Vidiš? 11-metrska piksna, 550 kubikov. Pa sem pa tako začel razmišljati, če bi človeka noter dal, pa mu dal nekaj za jesti, za koliko časa bi imel kisik. Dobro, pa še nekaj, ne? Dolžen sem kakšno besedo povedati o avtomobilu. A se strinjamo, da si jaz ta avto enkrat še v miru sposodim, pa da si vzamem cajt, pa gremo čez vse posebej. Čez dizajn, čez zgodovino, čez motor, čez vozne lastnosti in vse, kar bi enemu vlogu, ki bi bil izključno avtu posvečen, sodil. A smo za? Mesto sem imela fajn,
Mater je hud ta avto. A ti veš, koliko je ta dizajn star? To ni frišen, ne? To je kakovost dobrega dizajna. Da narediš ti nekaj, kar bo izgledal danes dober, pa pojutrišnjem tudi. S tem pojutrišnjem mislim na 10, 20 ali pa 30 let. Drugač pa Fordo rekord, ne? Stari. Fantje, da vi kle dol letite, ne? Pa ne samo po velikanki, se vseeno. Biti v luftu toliko časa, pa da nisi na avionu, to je... Zdaj greva nazaj domov, ne, pa sem rekel, a boš ti peljala, jaz peljem, povej mi, kaj si rekla, no? Ti si... Ne, daj ti, da boš malo povinki. Ta prava je!